Film Jaz, Daniel Blake je za nami. Ni to eden najlažjih filmov lanskega oziroma predlanskega leta. Kavice nekako imamo vsi. Tukaj ob sebi lepo pozdravljam našo današnjo gostjo, to je Nina Zidar Klemenčič, odvetnica in soustanoviteljstva projekta Botrstvo, kjer že več let ponuja ona in njena pisarna brezplačno pravno pomoč. Pa mogoče samo za začetek, da malce zlajšamo tele prve minute. Film Jaz, Daniel Blake je eden tistih filmov, ki v družbi povzročajo premike. Kot sem že prej pred začetkom filma omenila, se je Ken Loach reaktiviral prav za ta film, zato ker so ga nekatere stvari v britanski družbi tako zelo zmotile, da se je odločil, da spregovori o njih, na en skrajen način. In v resnici je v Veliki Britaniji ta film v javnosti, v strokovni javnosti, v filmski javnosti, v polju socialnega varstva in najvišje politike sprožil velike debate in premierka britanska je že oktobra 2016 obljubila, da bojo prav zaradi tega filma pregledali te postopke pridobivanja socialne pomoči in da bojo poskrbeli za to, da bojo vsej prvi koraki pridobivanja socialne pomoči olajšani. In takrat so britanski mediji pisali, da seveda odlično, da je Ken Loach za ta film dobil zlato palmo, ampak da ta dosežek, ta izjava Therese May je pa vredna še veliko več kot zlata palma. Tako da mogoče včasih se sprašujemo, a filmi, umetniška dela imajo kakršenkoli vpliv, odziv v javnosti, so filmi, so avtorji, ki ga očitno imajo. Nina, zdaj bi pa pravzaprav kar vas prosila, da poveste, kako ste vi kot odvetnica, ki spremljate to področje tudi v Sloveniji, kako ste vi si pogledali ta film, kako ga vidite. Najprej lep pozdrav vsem in vsem želim eno prijazno leto 2018. Ta film je pretresljiv v njegovi realnosti. Z našim projektom Botrstvo brezplačna pravna pomoč se že več kot 4 leta srečujemo z zelo podobnimi primeri, zato sem ta film nekako zelo dobro razumela in ga tudi čutila kot nekaj, kar doživljamo vsakodnevno v našem delu v povezavi s projektom Botrstvo. Film prikazuje nemoč posameznika, ko se znajde v stiski in pride pred zid države. Posameznika, ki mu država v tistem trenutku, država, ki jo pooseblja nek sistem, ne stopi nasproti, ne pomaga pri uresničevanju pravic, ki mu pripadajo, ki so imanentne njemu, ampak naredi vse, da mu onemogoča dostop do teh pravic. In film tudi dobro prikazuje ravno to, da znotraj tega sistema še vedno obstajajo posamezniki, ki pa so drugačni in ki vidijo preko teh nekih parametrov, ki jim jih skozi leta sistem vsaja in jih večina tudi ponotrani. Nekateri pa vseeno ohranijo to človeško empatijo in pri stiku z ljudmi, ki so pomoči potrebni, naredijo ta korak, ki bi se zdel nekako samoumeven, pa vendarle dan današnji več ni. Film skratka kaže situacije, v katerih se tako v Veliki Britaniji kot tudi v Sloveniji dnevno znajde ogromno ljudi in dobro je, če je uspel doprinesti k nekemu premiku v Veliki Britaniji, bilo bi pa dobro tudi, če bi se ga ogledalo čim več Slovencev, se pravi tako politikov kot tistih, ki predstavljajo državo v sistemu zagotavljanja socialnih pravic in da bi jih vsaj malo pretresel, če je to še mogoče.
No, preden rečemo besedo o obeh glavnih likih, o Mizarju in o materi samohranilki, bi mogoče samo opozorila na ta jezik, ki ga uporablja ta socialni sistem v tem filmu. To je nek jezik, ki ga v resničnosti sicer nihče ne govori. To je nek popolnoma odtujen jezik, ki ima vpliv tudi na vse ljudi, ki ta jezik uporabljajo. In to je nek tak jezik kot iz nekih korporativnih ameriških učbenikov. Se mogoče tudi, zdaj to smo pač gledali v angleščini, tudi pri nas v našem sistemu obstaja ta jezik, ki potem povzroča to neko distanco, nemoč. Seveda gre pač za depersonalizacijo, ne. Cilj tega jezika, ne, ki ni jezik, ki bi poskušal se približati ljudem, da bi ga ljudje razumeli, ampak je njegov namen ravno ta, da ga ljudje ne razumejo, ne, in da se počutijo še bolj odtujene. Cilj tega je, da pač ti, zdaj ali je to cilj, ali je to nekaj, kar se zgodi v posledici načina funkcioniranja tako imenovanega sistema, da se človek počuti še bolj nemočen in večina ljudi, ko je v stiski, že tako težko funkcionira, težko sprejema odločitve, ne vidi možnosti. In prav je, oziroma v idealnem svetu bi bilo tako, da bi pač taki ljudje, ko pridejo recimo v Sloveniji na centre za socialno delo, dobili popolno podporo v smislu opolnomočenja glede tega, kaj so njihove pravice, kako jih lahko uresničijo in tudi pomoči pri korakih do uresničitve teh pravic. Dogaja se pa žal popolnoma nasprotno in zato smo tudi mi oblikovali ta projekt, ker smo videli, da je največji problem na nek način v državi v smislu zagotavljanja pravic, da posamezniki, ki imajo to pravico, ne, ki so si pridobili to pravico, ki so bili, ne vem, zaposleni, so plačevali prispevke, tako kot na koncu prebere to pismo Daniela Blakea, ne, jaz sem citizen, ne, se pravi, jaz sem plačal svoje dolgove, plačeval sem prispevke in zdaj, ko jaz rabim pomoč, je ne dobim. In to je ta problem, da v tej situaciji ljudje, ki pridejo v takšno stisko, te pomoči ne dobijo. In tudi skozi ta film se kaže v bistvu pomen nevladnih organizacij, ne, kjer so te postopki bistveno manj zbirokratizirani, bistveno bolj individualizirani, pač seveda zato, ker ne gre za javna sredstva, ne, ampak dejansko s tem tudi nevladne organizacije pomembno dopolnjujejo neko socialno mrežo, ki bi jo morala v resnici zagotavljati država, ne. In recimo od 70. let naprej, ko se je razvijal ta koncept socialne države, ne, se je z roko v roki s tem razvijal tudi koncept birokratizacije, ne, se pravi birokratizacija sistema z namenom zaščite pred zlorabami sistema, ki je pa v bistvu v zadnjih letih prešel v neko absurdno stanje, ne. Po eni strani sili ljudi v to, kar tudi izhaja iz filma, digitalizacijo, ne, recimo, ne vem, moja stara mama, ki je stara 85 let, če bi zdaj njej nekdo razložil, da mora za neko svojo pravico iti na internet pa vpisati nekaj, ne, pač ona bi raje ostala doma pa čakala, da kdo od nas pride in seveda, da ji pomaga, ne, nikoli pa ne bi bila sposobna se ona zdaj pri njenih letih, ne vem, kako se temu reče, digitalizirati. To mislim, in to pričakovanje, da bojo, ne vem, ljudje, ki niso odrasli v digitalni dobi, ne, osvojili te veščine, je že ena stvar, ki v bistvu, s katero država poskuša tem ljudem dati še eno prepreko, ne, v bistvu še to preplezi, pa da vidimo, ne, pa še tam čez, pa pol da vidimo, ne. In v bistvu cel cilj tega je, da sistem postavlja zidove, namesto da bi jih podrl in posamezniku pomagal. Zdaj, kaj pa rešitev, ne vem, tu smo imeli pred, mislim, da enim letom okroglo mizo, kjer je bila tudi ministrica za delo, družino in socialne zadeve in smo se pogovarjali o teh stvareh, ne. Rešitev je vsekakor ta, da mora priti s strani politike signal, da je socialna država namenjena tem, da se ljudem pomaga in da to ni neko breme, nek problem, ki ga zdaj moramo nositi, da del proračuna, ki se namenja za to, ni neko nujno zlo, ampak je elementaren del družbe, v kateri živimo in tega, kar mora država zagotavljati, ne. In ko bo signal od zgoraj prišel navzdol, potem se bo tudi mentaliteta ljudi v sistemu začela spreminjati. Dokler pa tega ni, pa sistem funkcionira kot v tem filmu, ne. No, pa če se mogoče ustaviva zdaj pri Danielu Blakeu. On je pač tipičen junak Kena Loacha. Ken Loach zelo sočustvuje z njim,
tudi se vidi, da ga ima zelo rad. Pač človek je star 59 let, doživi hudo bolezen, srčni infarkt. In potem se nekako zaplete, ujame v past tega sistema, ki ste ga zdaj vi opisovali. Je on, tukaj vas sprašujem kot odvetnico, naredil kakšno napako? Problem je v tem, ne, da je sistem tako nastavljen, da ti kar naprej razlaga, da ti delaš napake. Ne? Ker on je ves čas odločen, ne bom se dal, jaz bom to premagal, čeprav je tudi recimo tak državljan, kot vi pravite, nima vnukov, nima otrok, ki bi mu lahko pomagali. Ne? On je zdaj prav nekako ta človek je najbolj ranljiv. Točno to je pač že nasplošno je pač ta generacija na nek način zelo ranljiva, ne? In on seveda v tem procesu ni naredil nobene napake, ne? Njegova napaka je ta, da nima pametnega telefona, s katerim bi lahko fotografiral predaje CV-jev, ne? To, kot smo videli, njegova napaka. Njegova napaka je, da ne pošilja e-mailov z CV-ji, ne? Se pravi, sistem mu pravi, ne, tvoja napaka je, da nisi dovolj digitaliziran na nek način, ne? Pri čemer ga pa ne posluša, kaj on govori, ne? In to je ta druga lastnost, ne? Da se pač posameznika v stiski ne sliši. Zahteva se obrazce, dokazila, zbravi listinsko dokumentacijo, ne? Nihče pa ne posluša posameznika, ne? Tu ni nobene diskrecije, ne? To je dejansko totalna birokracija in problem je, ker ljudje, ki so v taki stiski, rabijo pomoč takoj. Ne rabijo pomoči čez 2-3 mesece, kot vidimo tudi v tem primeru, ne? In potem ga v bistvu celo odvrnejo od tega, zakaj bi vložil pritožbo, boš moral spet čakati, ne? In dejansko naš sistem in cel sistem pravnih sredstev ne funkcionira na način, da bi človeku pomagal v tistem trenutku, ko pomoč potrebuje, ne? In mi se vsakodnevno srečujemo s takimi primeri. Naj gre za različne pravice iz socialnih transferjev, kjer so odločbe negativne, pa potem po pritožbah, ki jih pomagamo sestaviti, so uspešne, vendar v tem vmesnem obdobju vsekakor morajo nevladne organizacije vskočiti s pomočjo, ker so ljudje brez sredstev za preživljanje. Potem so različni primeri, recimo poskusa deložacij, kjer na drugi strani nimaš sogovornika, ki bi razumel, da celo naš zakon predvideva, v katerem primeru ne more priti do deložacije, pa občinski organi, ki o tem odločajo, tega člena ne želijo brati, ne? In potem je potrebno spet iti na sodišče. Imamo že več kot 15 sodb, kjer je sodišče ugotovilo, da odločba o izpraznitvi stanovanja ni bila zakonita strani stanovanjskih skladov, tako da to je pač ta problem, ki nastaja in ki je problem, mislim, da mentalitete države. In to je, da se ljudem, ki so v stiski, ne pomaga, ampak se poskuša v bistvu sistem zapreti, da bi čim manj ljudi prišlo do teh njihovih pravic, ne? Na nek način se ščiti država, ščiti se proračun, ščitijo se sredstva, ne pa da se pomaga ljudem, ne? To pač jaz vidim iz prakse vsakodnevne kot največji problem, ne? Drugo je pa spet to nerazumevanje razlike v generacijah, ne vem zdaj. Kar povejte. Aha. Ja. Prve stvari najprej. Ja. Okay, rešeno. Adela. Mogoče. Zdaj mogoče, če se vrneva nazaj Danielu Blakeu, čisto na koncu filma, vendarle s pomočjo svoje prijateljice Katie nekako končno pride do odvetnika, ki bi mu najbrž lahko pomagal, ne? Na kateri točki bi on, recimo, če govorimo o botrstvu, kdaj bi moral priti do vas? Mislim, to je glavna mantra, ki jo ves čas ponavljamo čim prej, zato ker v bistvu na začetku se da največ narediti, po možnosti takoj, ko se obrneš na center za socialno delo, ko ne pride nemudoma do reakcije, v bistvu takoj, da se pomaga zbrati ustrezna dokumentacija, da že v tej prvi fazi
posameznika vodimo skozi postopek, ker potem je bistveno manj možnosti, da pride do tega, da bi se izdala že ta prva neka negativna odločba, ki pa potem, če pride do nje, seveda vse zavleče, ker so te pritožbeni postopki predolgo trajajoči. Ne. Tako da mislim, v vseh naših javnih nastopih in vedno, ko predstavljamo projekt, vedno govorimo o tem, da ljudje, ko se znajdejo v stiski, naj nas čim prej kontaktirajo, če vidijo, da na centrih za socialno delo, seveda na katere se primarno obračajo, ne dobijo takoj ustreznega odziva. Ne. Zdaj ta drugi glavni lik je pa samohranilka Keti, mlada mati, ki njena prva velika napaka, ki jo naredi, je, da zamudi na dogovorjen sestanek. A je to, sprašujem vas zato, ker so se v Veliki Britaniji ob tem filmu res vnele strašno velike razprave. Socialni sistem res deluje na ta način, so res take sankcije, kako je s tem? Zdaj, mislim, vsekakor takega primera pri nas ne poznam, ne? Da bi bil sistem pri nas do te mere zbirokratiziran, da če zamudiš na sestanek, potem, kot sem jaz razumela, te dajo na nek organ, ki potem te more ponovno povabiti in pol presojajo, zakaj si zamudil in zakaj nisi. To se pri nas ne dogaja. Je pa to pač samo še en obraz te popolne birokratizacije. Ne? Se pravi, to bi lahko že iz, ne vem, to je kot roman Plašč, ne, se pravi, ti pač padeš v en sistem in zdaj, če se ne držiš vseh pravil tega sistema, takoj si ven, ne, in ljudem, ki so v takih, že ljudem, ki niso v težkih situacijah, je težko vedno vsak korak narediti točno tako, kot ti ga nekdo predpiše, ne, vedno so možnosti, da ti katerega od teh korakov ne uspe izvesti, ne, zdaj pa, če si ti še v stiski in te vrže v sistem, kjer če ne obkljukaš vseh poli, avtomatično izpadeš, je možnost, da izpadeš zagotovo več kot 50%, ne, in to, da si sistem postavi take prepreke, da bi lahko prišel do svojih pravic, je v nasprotju s samim bistvom te pravice, ne? Ker se obnaša, kot da ljudje te pravice nimajo kot državljani, ampak jo morajo pridobiti. Ampak bistvo vsega je, da vsak od nas to pravico ima in v bistvu nam je imanentna. Še zlasti recimo za gospoda Daniela Blakea, ki je svoje življenje, celo življenje delal, služil, plačeval prispevke in ko je prišel v situacijo, ko bi morala pa država njemu pomagati, ne, je naredila vse, da mu na nek način odmaga. Ne. In to je nasprotno za samo idejo socialne države. No, zanimiv je pa tudi ta imanenten lik, ki je ves čas prisoten, to je ta odločevalec. Ja. Deluje kot nekakšen veliki bog znotraj tega sistema, to je nekdo, ki ne obstaja ali pa morda obstaja, pač ta nekdo iz ozadja. Ja, ki nima obraza, ne. Jaz se bojim, da v prihodnosti, ne, bojo stvari še hujše, ne, zato ker bojo z namenom racionalizacije poskušali digitalizirati in narediti e-procese vsakega procesa in na koncu ne boš več niti videl tistega pri šalterju, ampak boš že v sam sistem moral vstopiti prek računalnika in ti bo samo računalnik, tako kot imamo danes tisto davčno video ali kaj, ne, ti bo pa tam socialna Anica rekla pač, oprostite, niste izpolnili vseh pogojev, rdeče, ne, in ti boš tam ko eno budalo tipkal noter in ona ti bo sam javljala, da nisi izpolnil vseh pogojev in potem, ko boš probal poklicati na neko linijo, bo tako kot le, ne, boš čakal 1 uro pa pol in na koncu komu se boš pritožil, ne? In se ljudje bojo šli na ceste nekje na eni točki. Jaz mislim, da na eni točki, pač, ko sistem postane do te mere bolan in do te mere nepošten, se zbere kritična masa, ki se obrne proti. To je moje mnenje. Jaz mislim, da tega se rešiti z normalnimi prijemi ne da. Zato, ker je v bistvu enostavno sistem premočen in preveč podprt s celo to logiko zaščite proračuna in dejstva, da odločevalci ne razumejo, da so to pravice, ki so imanentne vsakemu posamezniku in bodo po mojem peljali naprej način,
delovanja, omogočanja teh socialnih pravic v tej smeri, da bo to še težje. Recimo primer, poglejte, zdaj ukinjajo recimo pošte po Prekmurju, ne. To je tipičen primer totalne ignorance, ne. Veliko upokojencev s podeželja je pač navajenih, da gre na pošto dvigant pokojnino, ne. To je za njih neka rutina, ki jo imajo, ki jo poznajo in pač edina v bistvu, ki jo imajo v glavi, na kakšen način pridejo do svoje pokojnine. In zdaj, če boš ti v vseh teh predelih ukinil pošte, ne, bojo ljudje ostali nebogljeni, ne. Mislim, to so ljudje, ki so rasli v drugem svetu, ne. Že jaz bistveno manj vem o digitalnih stvareh kot moja hči, ne. Ona mi reče, daj mami, ti bom jaz to pokazala. Nimam pojma, recimo, ne. Kaj šele moji stari starši, ne. In da ti ljudi siliš v to neko digitalizacijo, ne. To je v bistvu popolnoma z jasnim namenom, ne. Ja, z jasnim namenom in brez kakršnekoli empatije in razmisleka o drugem, ne. No, zanimivo se mi pa zdi tudi to, kar ste vi že čisto na začetku omenili, da ta socialni sistem, Ken Loach in Paul Leverty, to je pač scenarist, s katerim Ken Loach sodeluje že približno 20 let in ta op v zadnjih 2 desetletij je njun, da ga pravzaprav nekako večplastno prikazujeta, ne. Znotraj tega sistema vidimo uslužbenko, ki je popolnoma nemočna, ki je znotraj vseh teh pravil, deluje skoraj kot nekakšen robot, in vidimo drugo uslužbenko, ki je bistveno bolj sočutna do vsega tega nastalega problema. Ja, saj to pravim, ne, da sistem so pa na koncu koncev še vedno ljudje, ne. Tako da dokler še imamo ljudi, ki so sistem, ne samo računalnikov, ne, v bistvu še obstaja neko upanje, da za spremembo mentalitete, ne, tem ljudem pokažeš, da je prava pot drugačna, ne, z več empatije, razumevanja, individualne obravnave, ne. Ker problem tega je, da so te ljudi v sistemu natrenirali, da so roboti, ne. Oni mislijo, da morajo biti roboti. Jaz ne verjamem, da nekdo, ki gre študirati socialno delo, je že v izhodišču robot. Ne vem, bi šel najbrž kaj drugega pol študirati, ne. Jaz mislim, da jih cel sistem preusmeri v to, da pač se robotizirajo, birokratizirajo, ker verjetno so tudi sankcionirani, če ravnajo drugače, ne. In to je v bistvu vprašanje tega, kakšno sporočilo ti dobiš od tistega, ki ta sistem vzpostavlja in vodi, ne. Zdaj, v zadnjih letih, mogoče 5 letih nekako, je kar veliko evropskih režiserjev zaznava ta problem slehernika, ki je tako kot Daniel Blake ujet v te neke birokratska pravila. Recimo tak režiser je tudi Stéphane Brisé, Francoz, če ste mogoče kaj spremljali filme njegove, zagotovo slavna belgijska brata Dardenne opozarjata. Imamo pa tudi Slovenci, bi rekla, v zadnjih letih kar nekaj filmov, ki se dotikajo tega. Mogoče najbolj od vseh Jan Cvitkovič v svojem zadnjem filmu Družinica, kjer v bistvu tudi opozarja na en tak socialni problem, ki se izkaže za nerešljivega, in nekako pravzaprav tudi izhaja ta tema iz nekaj primerov, ki ste jih obravnavali pri botrstvu. Tega filma nisem gledala. No, mogoče samo na kratko, gre za par, srednji razred, par pri 40 letih, oba sta dovolj dobro situirana, ona je kemičarka, vodja enega projekta, on je profesor filozofije na srednji šoli in pač po nekem naključju, in to ne, ja, najbrž je tudi bilo v časopisu. In po nekem naključju v parih mesecih oba izgubita službo, ker smo pa v tistem hipu v Sloveniji imeli tako zakonodajo, da so do socialne podpore upravičeni tisti, ki pač nimajo dovolj prihodka, pri tem pa se je upošteval dohodek izpred 2 let. Ona dva seveda nista bila do ničesar upravičena. Ja, to je standarden problem, ja. To je standarden problem, ki ga imamo, in zdaj z našo prakso in z odločitvami pritožbenih organov tudi spreminjamo že prakso prvostopenjskih organov, kjer se pač upošteva stanje v trenutku, ko se odloča o pravici, ne. Je pa bil to zelo velik problem še pred 1,5 leta, kjer se je v bistvu upoštevalo preteklo leto
17 mesecev in je iz tega naslova prišlo do zelo težkih situacij, ker posamezniki, ki so bili v tistem trenutku brez kakršnih koli prihodkov, niso mogli priti do socialnega transferja, do katerega so bili upravičeni. To je pač eden izmed primerov te birokratizacije in obravnave, ki ni individualna, ne. Je pa pri nas tudi velik problem zaposlenih z minimalno plačo, ki v bistvu jih ogromno živi pod pragom revščine, sploh če gre za mame samohranilke, ki živijo recimo v Ljubljani, ker nimajo te podpore širše družine. Ogromno imamo takih primerov na botrstvu, kjer se po drugi strani kaže tudi neučinkovitost našega zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega sistema, kjer otroci recimo ki potrebujejo določene medicinske pripomočke, ki imajo neka redka specifična obolenja, ne pridejo do teh pripomočkov zaradi tega, ker niso na ustreznih listah in potem starši pač tudi prek projekta Botrstvo pridobivajo sredstva za v bistvu čist elementarne zdravstvene potrebe, za katere bi moralo biti poskrbljeno in zato tudi imamo javni zdravstveni sistem in zdravstveno zavarovanje, ki ga plačujemo. Se pravi, ta sistem socialne države kot tak ne obsega samo teh socialnih transferjev, ampak obsega tudi v bistvu vprašanje, kaj ti ponuja zdravstveno zavarovanje oziroma katere storitve iz javnega zdravstvenega sistema lahko z zdravstvenim zavarovanjem črpaš. In pa po drugi strani spet ta problem imamo šolstva, ne, koliko stvari je treba doplačevati v šolah, koliko otrok je zaradi tega prizadetih, ne, kakšna neenakost se tu vzpostavlja. In pa spet četrti problem je pa spet dostopa do zdravstvenih storitev, kjer pa tudi smo imeli prek projekta Botrstvo veliko primerov otrok, ki jim recimo niso želeli nuditi ustrezne zdravstvene oskrbe, ker so bili pač iz nekih socialno degradiranih družin, jih niso resno jemali, so poskušali na njih izvajati recimo neke postopke zdravljenja, ki niso bili optimalni, niso želeli omogočiti zdravljenja v tujini in spet imamo tu sistem proti posamezniku, ne, kjer v bistvu potem šele na koncu, šele na socialnem sodišču, ko uspemo za zadevo, praviloma uspemo, ne, ker gre za očitno arbitrarne odločitve, ki nimajo povezave z pravom, dosežemo, da so pač te stroški zdravljenja recimo za takega otroka pokriti, ne. Skratka, cel sistem, kamorkoli se obrneš, na katerem koli področju v bistvu naletiš na ljudi, kar je žalostno, ne, ki namesto, da bi takim ljudem, ki so res v stiskah pomagali, v bistvu naredijo vse, da jim preprečijo dostop do njihove pravice. In jaz moram reči, da po 4 letih, več kot 4 letih, ko izvajamo ta projekt, sem šokirana, koliko je tega, ne. V bistvu tudi zdravniki ščitijo sistem, ne. V bistvu vsak posameznik ščiti sistem, ne. In zdaj čisto nekaj drugega je, če pride tja neka mama, ki je pač nemočna, ne zna se postaviti za sebe, ne. Ali pa ne vem, če bi prišla jaz. Najbrž mojim otrokom bi vse naredili, ne, mislim, ampak to ni fer, ne, to hočem reči. Problem pa je, ko pridejo v bistvu neuke mame, ki ne vejo, ne znajo, ne samo vejo, da nekaj ni prav, ne, in tu potem stopimo mi in smo na nek način njihov glas, ne, in naredimo to, kar bi naredili za svoje otroke, ne. Ampak problem je, da sploh živimo v sistemu, ki je tak, ne. To se sploh ne bi smelo dogajati. Mogoče kakšno vprašanje, mnenje o filmu? Zastavil vsem tu prisotnim, ker smo pač vsi generacije in kolegi, koliko od vas ima digitalno potrdilo? Dvigne roke. Ali znanje? Kakšno potrdilo? Digitalno potrdilo javne uprave ali banke ali druge institucije, s katerimi lahko poslujete z državnimi organi preko poti.
Ni bilo veliko. Ne, pa najbrž ta digitalizacija je pač neminovna, ampak res pa je, da računamo vsi na kanček empatije pri vseh zaposlenih in zato se meni utrnila misel, da bi pogled takšnih filmov bil obvezen v okviru izobraževanja javnih uslužbencev. Naredil s tem tisto moja stara teza, jaz sem nam preživel 20 let v državni upravi, da bi moral biti predpogoj za delo v državni upravi dobro poznavanje podalcev uprave. Tako da, ko se stavimo te dve stvari, potem je morda rešitev tudi na vidiku, ampak o filmu pa samo toliko. Tako pretresljivega filma že dolgo nisem videl. Res je vrhunski izdelek v vseh kriterijih, me pa navezuje še na en drug film, in sicer Pripravnik, ameriški film, kjer je Robert De Niro igral pa drug vidik te naše generacije upokojenja, ki se pa ne da in potem prinese tisto dodano vrednost v ta moderni svet življenja, digitalnega in vsega. To je mogoče, če sestavljamo vse te stvari počasi, tudi z ogledom filmov, lahko naredimo tisti korak v pozitivno pravo smer, morda, ampak mislim, da nas ta korak čaka poleti. Vsi veste, na kaj mislim. Jaz bi tukaj dodala, mogoče vi ste ta lep primer dali tega ameriškega filma, še en evropski odličen film je, ki je tudi tak dober primer. To je pa en najboljših filmov tudi leta 16, Mare Nade, Toni Erdmann je naslov filma, če ste mogoče gledali. Tlele imamo tudi očeta, ki se ne da in se ne bo dal in pač vsej tehnologiji in brez osebnosti. Še eno vprašanje tamle zadaj. Izvolite. Jaz bi dopolnil, gospod Vetnica je že govorila o stanju v Sloveniji. Mislim, da je ta film sigurno lahko vlečemo sporednice Slovenije definitivno. Je sicer tukaj prikazano zelo kruto, na smešen način, ampak seveda in podatek zadnji je, da je v Sloveniji 280 000 ljudi pod pragom revščine, od tega 58 000 otrok. V filmu ste vsi zasadili tudi, da je prisotna neka ta pomoč, samo pomoč drug drugemu. Pri nas seveda to ureja civilna družba, botrstvo in podobne institucije, kar pomeni, da so nam v končni fazi uporabi državo, uporabi so nam socialno državo. In zato bi jaz kar predlagal, gospod Vetnica ima zvezde v visoki politiki, da si parlamentarci ogledajo ta film definitivno. Potem je predlagal, da se snegalisti vsi ogledajo ta film, ki na nek način se, bom rekel, kako je gospod predlagal javni sektor, ki bo ne bi zdaj stavkal, ampak jaz bi predlagal, da stavka ne samo javni sektor, tudi privatni in vsi upokojenci, ker dejansko, ko pravim, ukradli so nam državo in če bo šlo tako naprej, kot kaže, bo še slabše, glede na to, da recimo v Ameriki imajo že odpustke, da bogati, pri nas na nek način to peljejo skozi odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ko bo najvišja meja 30 evrov za tistega 1000 evri prihodkov, se pravi, vsi bogati bodo plačevali nič, tako rekočene, se pravi, tle smo. In hvala botrstvu in vsem, ki skrbijo za te socialne probleme. Hvala. Lahko samo nekaj dopolnim v projektu Botrstvo. Smo na eni od tiskovnih konferenc, ko smo predstavljali upravljeno delo in manifeste, ki smo jih že 2-krat poslali vladi, z jasnimi zahtevami, predlogi in tudi opisi rešitev iz drugih držav, zlasti za vprašanja socialnih stanovanj, se pravi rešitve socialne problematike za najbolj ogrožene, da se ustanovijo, da se v bistvu oblikujejo na drug način ta čista socialna stanovanja, ne kot imamo zdaj neprofitna stanovanja, kjer se še vedno plačujejo stroški, ki predstavljajo večji del
ta del najemnine je lahko subvencioniran tudi do 100%, ampak stroški so tako visoki v teh stanovanjih, ker so bila grajena na predrag način, da v bistvu družine, ki so socialno šibke, ne zmorejo plačevanja niti teh stroškov. In zato smo predlagali, da se v novi stanovanjski politiki oblikujejo pač posebni fondi stanovanj, ki bodo grajeni skromno in ki bodo tako imenovana prava socialna stanovanja, kjer bojo v bistvu ljudje prebivali, ne da bi za to potrebovali plačevati kakršne koli stroške in da bojo pač s tem se zagotovila neka socialna varnost zlasti za družine, za otroki, ki so dejansko na socialnem dnu. Ne. Ta dva manifesta smo oblikovali, sta tudi na spletni strani Botrstva, nekih, da bi rekla, velikih premikov ni bilo. Mislim, da je to problem, to, kar ste vi rekel, ukradene države. Problem je to nekega novega družbenega konsenza, da pač si povemo, da tako kot je trenutno urejeno pri nas in socialna država, in zdravstvo, in šolstvo, in porazporeditev davčnih bremen in tako naprej, da pač to ni v redu in da je pač treba narediti vse te sisteme, postaviti na novo. Ampak ljudje so izjemno nenaklonjeni spremembam, zato ker vsi, ki živijo v tem sistemu, so navajeni na ta sistem in se bojijo tega, da bi se tak sistem spremenil. In zato bi verjetno morala priti neka druga generacija ljudi, ki bi bili pripravljeni razumeti potrebo po tem, da mi potrebujemo strukturne spremembe, ne majhnih popravkov, ker način, na katerega funkcionirajo vse te elementih, ki sem jih prej opisala, od socialnih transferjev, stanovanjske problematike, zdravstva, nič od tega ne deluje. Ne? In vse posod smo ljudje diskriminirani. In nikjer nismo enaki, nikjer. In to je dejstvo. In recimo Botrstvo in vse druge nevladne organizacije so zelo pomembno rešujejo državo, ne, zaradi tega, ker v bistvu ljudem, ko se znajdejo na pragu revščine, priskočijo na pomoč takoj. Smo pa že v Botrstvu večkrat povedali in to ponavljam, mi smo premajhna, preveč urejena in prebogata država, da bi imela enega revnega otroka. Pri nas ni nobene potrebe, da imamo otroke, ki živijo pod pragom revščine, nobene potrebe. In prepričana sem, da z enostavnimi ukrepi bi ta segment otroške revščine lahko odpravili. Mi smo jih predlagali, kot sem rekla, v 2 manifestih. Nažalost do tega premika ni prišlo, ampak verjamem, da, kot sem rekla, smo država, v kateri ni nobene potrebe, da bi imeli otroke, ki bi živeli pod pragom revščine. Kar izvolite, ja. Tak lep zaključek je naredila gospa odvetnica, da se mi zdi, da ne zdi več primerno priglašati se, ampak kljub temu vsi smo že tukaj v takih letih, razen morda vaju 2 načelju, hvala. Da se spomnimo še časov, ko ni bilo toliko lačnih in revnih ljudi. In da ne bom rekla, da je bil sistem idealen, samo na en način funkcioniral takrat v prejšnji državi. Kako je nam uspela v tako kratkem času, v 25 letih, zafurati vse, mi ni jasno. Spomnite se mogoče bolj stalni obiskovalci teh filmskih srečanj. Mislim, da 2 leti nazaj smo gledali film istega režiserja, Kina Levča, 1945. O tem, kako je po drugi svetovni vojni najbolj kapitalistično državo na svetu, se pravi United Kingdom, Združeno kraljestvo, srečala pamet. Oni, ki so izumili kolonije, izkoriščanje delavcev, nočno delo, otrok, kar češ najgrše stvari, so po vojni ugotovili, da vendarle je treba pogledati na človeka. In so vzpostavili en sistem, ki je na začetku strašno fajn funkcioniral. In tako nekako se je verjetno tudi takrat po vojni skušalo urediti pri nas zadeve. In nekako so funkcioniralo. Da je Britancem uspelo tako zafurati svojo socialno državo, meni ni jasno.
Ljudje zdravstvo še približno funkcionira, vse ostalo pa ne. Mi smo pa na najboljši poti, da jih ujamemo, če jih že nismo. A smo že tam? No, pa ker sem jaz hotela vam povedati, ker smo pač tukaj sami seniori in se ta filmski junak ukvarja s problemom, da ni digitaliziran, da država se je digitalizirala, ne, on pa še ne. Vam lahko povem iz bližne, iz prve roke celo, da ko enkrat zapadeš v sistem recimo iskanja dela, ko si pač prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, sploh ni več važno, koliko si star. Jaz poznam primer mladega moškega, 36 let, ki še vedno nima dela, redne zaposlitve, čeprav skozi dela in je visoko izobražen, šel je v Ameriko, tam je delal 2 joba, da se je lahko potem ogledal. Skratka, nazaj je prišel pri 28 tako motiviran, kot redko kdo, za delo karkoli, nič mu ni bilo narodno in se je prijavil seveda na Zavod za zaposlovanje, kjer je še danes. Zavod za zaposlovanje nikomur ne najde dela, nikomur. Tudi mladim, zelo sposobnim, razgledanim, empatičnim ne najdejo dela. Čeprav si sami nenehno iščejo dela, tako kot ta nesrečni tile ljudje iz tega filma, so to občasna prekarna dela, ki ti na tvojem CV-ju, ki je strašno pomembna zgodba, ne dajo nič. Tvoje izkušnje, pa če so še tako razlolike, ne pomenijo nič. No, skratka, ko enkrat padeš v sistem našega Zavoda za poslovanje, kjer tvoji, ne vem, kako se ti ljudje imenujejo, svetovalci, imajo že sami zaposlene neke mlajše, bolj digitalizirane, ki takrat po telefonu ljudi usmerjajo. Nikoli še preko njih ni ta človek dobil ene ponudbe za delo, kakršnokoli, ne za delo ekonomista, za kar je izobražen, kakršnokoli delo, pa ima srednjo izobrazbo, kako se reče, že ekonomsko, no, se pravi, ima 2 poklica, ne, pa ne more dobiti delo. Tako da, zdaj je prišel že čez vsa tista leta, ker so bili programi za mlade brezposelne, pa programi za od 55 let naprej. Tako, skratka, bil je v nekih programih, ki dajo firmi, ne vem, za 3 mesece denar, pa da te zaposlijo, ampak ta firma samo denar pobere, pa te pa vrata pokaže, ne. Skratka, vse te silne pobude našega Zavoda za poslovanje niso nič vredne. Ne rečem, da bi bil človek zelo mrzneš, nasprotno. Ne dobi dela. Trenutno bo z našo pomočjo hodi v tečaj za inštruktorja za šoferjev. In v 3-mesečni tečaj, ki ga država seveda zaračuna 1600 evrov, Zavod za poslovanje nič ne da zraven, ker to je individualna ideja, to ni njihova ideja, ni njihov en od programov, v upanju, da bo mogoče v letu 2018 najdo zaposlitev kot učitelj vožnje. Tako, hočem samo to povedati, to ni samo problem starosti tega človeka ali pa da ni digitaliziran. To je predvsem problem tudi mladih pri nas, kar je še največja katastrofa. Še eno vprašanje, potem bi pa počasi nekako zaključili, če se strinjate. Izvolite, gospa. Aha, še dve vprašanje, še vi, gospa. Jaz sem Zafrati Damjan, prihajam iz Piranske občine. Klemenčič Zidarjevo bi vprašal samo, kdo je sistem? Kdo je sistem? Kdo ste vi? Kako? Jaz sem sistem. Ja, del sistema, ne? Ja. Jaz prvič, jaz nikoli nisem bila del tega sistema, to je prva stvar. Da bi se vidite. Ja. Ja ne, vejte,
Ne, nisem bila del tega sistema, vam bom odgovorila na vaše vprašanje. Sistem je država. Država smo vsi mi, po drugi strani je pa država tista in tisti ljudje, ki delajo za državo in ki tistim, ki ne delamo za državo in v tem konkretnem primeru govorimo o socialno ogroženih posameznikih, določajo, na kakšen način bodo lahko prišli do njihovih pravic. In jaz nikoli nisem odstopala od kakršnekoli moje odgovornosti za delovanje sistema, ampak te odgovornosti jaz nimam. Sem pa vedno imela odgovornost do družbe, v kateri živim in do ljudi, s katerimi živim in sem čutila potrebo potem, da jim pomagam. In zato smo tudi pred 4 leti oblikovali ta projekt Botrstvo brezplačna pravna pomoč, ki ga izvajamo popolnoma brezplačno in ki moji odvetniški pisarni dejansko vzame ogromno časa. Ampak jaz sem srečna, zato ker s tem doprinesemo nekaj tistim ljudem, ki to res rabijo. Moj mož je pa politik in če imate kakršnekoli želje komunicirati z njim, komunicirajte z njim. Jaz bi predlagala, da mogoče ostanemo, bi predlagala, če se strinjate, da ostanemo pri filmu, jaz Daniel Blake, Kenu Loachu in pri naši gosti. Pa mogoče, gospa, če še vi to vaše vprašanje, potem pa počasi zaključimo. Ne, gostim vprašanja prisotnim, gospod ni prisoten, gostja naša. Aha. Tale gospa v belem puloverčku, vi ste še nekaj želela, ne? Aha. Mi je prišlo na misel, samo nasmehni se, pa bo drugače, tej ženski, ki je postavljala vprašanje. Da pravzaprav sistem je res sistem, ampak v sistemu so ljudje, ki izpostavljajo odnos. Ne vem, ko sem jo gledala, ko je gledala tiste svoje papirje, pa sem rekla, poglej, pa nasmehni se, pa bo mačkan drugače. Jaz mislim, da problem je v ljudeh, ne samo v... Vse o tem smo govorili, ne? Problem je v končni fazi vedno v vsakemu posamezniku, ne? Ampak pričakovati od posameznika, da bo vsak sposoben boja z sistemom, pa tudi ni korektno, ne? In zato je prav vzpostaviti sistem, kot sem rekla, ga pa vzpostavljajo odločevalci glave, če hoče gospod politika, ki bo narekoval drugačen odnos do ljudi, ki bodo prišli po pomoč. In to je problem, da je cela mentaliteta nastavljena na tem, da so vrednote birokratizacija, predložitev listinske dokumentacije, počasi tudi že digitalizacija in z vsem tem depersonalizacija. In ravno o tem govorim, ne? Da je potrebno vsakemu, ki deluje v sistemu, povedati, da je dobro, da se nasmehne, da je prav, da se nasmehne, da je prav, da pomaga, da je prav, da pokaže, da mu ni vseeno. Ampak od ljudi, ki pridejo v sistem in kjer ga od začetka učijo, da pač tak pristop ni zaželjen, ne moreš pričakovati, da bo vsak od njih Don Kihot. To je nemogoče, ne? In zato pravim, da je za to, kako ta sistem funkcionira, vsekakor odgovorna politika. Ta zdaj, tista pred 4 leti, 8, 10, saj to ni zgodba zadnjega leta. Ja. Hvala lepa. Nina Zidar Klemenčič. Prav, gospa, čist na kratko. Recimo ta birokratizacija. Naš zakon o upravnem postopku ima v začetku nekaj načel. In eno od načel pomembnih je to, da mora uslužbenec v primeru, ko dela stranko, vedno uporabiti tisto rešitev, ki je zanj najboljša. Ampak očitno ta načela niso tako obvezujoča, da bi jih ljudje upoštevali. Jaz bi želela na vsak način zaključiti pozitivno, tako da si zelo želim, da bi Ken Loach se spet razjezil, da bi ga pač situacija v Veliki Britaniji, on neprestano poudarja, da to so filmi o Veliki Britaniji,
da bi ga še razjezila, da bi ga ta populizem, ki se širi vse povsod, tako zelo razburil, da si bomo čez leto, dve ogledali še kakšen film. Želim si, da bi tudi Nina Zidar Klemenčič tretjič in četrtič in petič in šestič odposlala manifest, če bo to potrebno, ali pa desetič. In da mogoče vse te pozitivne današnje vibracije mi vsi skupaj odnesemo malo širše. Sicer se pa spet vidimo čez 14 dni, ko pa bo film res nekoliko lahkotnejši. Gledali bomo film, v katerem Meryl Streep zaigra slavno, neslavno Florence. Hvala.